Poudarjamo, brezplačno in kakovostno javno izobraževanje pomeni, da nihče ni obsojen na neodvisnost in revščino zaradi socialnega položaja svojih staršev in da kot družba ne zapravljamo talentov tistih, ki se ne morejo privoščiti plačane šolnine. Še posebej kontraproduktivni so varčevalni ukrepi na področju javnega šolstva. Izdatki za šolstvo niso strošek, temveč so naložba v ustvarjalnost in razvoj prihodnjih generacij. Država oziroma vlada manjša proračun za visoko šolstvo in pač mi se s tem ne strinjamo, ker že zdaj filozofska fakulteta kar se nekako spopada s temi finančnimi težavami in če bo šlo tako naprej, bo treba ali uvesti šolnine ali pa odpustiti profesorje. Zgodila se je zakonita kraja 10 milijard evrov, za katero nihče do sedaj dejansko še ni odgovarjal. Ko je bil ta javni denar pokraden in tudi državno gospodarstvo uničeno, so nas naši politiki začeli prepričevati, da smo se znašli v gospodarski krizi, v bistvu globalni krizi. Globalno krizo pa sami izrabljajo za namene parcialnih interesov in jo tolmačijo v transferni obliki, kjer pa gre zgolj za manipulacijo. Mislim, da bi bilo treba te reze malo zmanjšati v visoko šolstvo, ker pač šola kot primarni ideološki aparat države nekako nas spodbuja to, da je pač izobrazba na prvem mestu in da da bomo izobrazbi nekako dosegli naš življenjski cilj, torej pač priti do denarja in pač si ustvariti vlastno družino in vse. In zdaj potem pa vlada, ki je pač ne samo vlada, pač splošno država, ki spodbuja ravno to izobraževanje, potem ga hkrati tudi s tem pač zmanjšanjem budžeta potem nekako zavira to in potem bo izobraževanje postalo verjetno privatizirano, pa potem pač omejeno samo na elite.